Na Zvezi potrošnikov Slovenije so pod drobnogled vzeli avtomobilske servise. Vsak odgovoren kupec avtomobila ob nakupu pomisli tudi na ceno vzdrževanja, med katero spadajo tudi redni servisi. A ker je račun, ki nam ga na servisu izstavijo, za marsikoga previsok, se veliko potrošnikov odloča za cenejše alternative. Cenejše pa ni nujno tudi slabše. Na kaj je treba biti pozoren pri izbiri serviserja našega jeklenega konjička, smo povprašali pri Zvezi potrošnikov. Tukaj je treba razlikovati dve vrsti servisov, če tako rečemo. Prvi je servis, ki poteka v garancijskem obdobju, in v tem obdobju morajo oziroma naj bi lastniki izvajali servise po servisni knjižici pri pooblaščenem serviserju. Zdaj, raziskava, ki smo jo naredili, je pokazala, da te servise lahko izvajajo tudi pri nekaterih drugih serviserjih, se pravi tako imenovanih nepooblaščenih serviserjih, ki pa morajo imeti za to usposobljen kader, dobre delavnice, prave dele in podobno. Skratka, možno je privarčevati tako, da se avtomobil pelje na nepooblaščeni servis, ampak mora ta servis imeti določene pogoje, izpolnjevati določene pogoje. To pomeni, da mora imeti certifikate, ki zagotavljajo, da je posamezen rezervni del enakovreden originalnemu. In kako lahko preverite, ali imajo rezervni deli res potrebne certifikate? Ja, preverimo tako, da se zapeljemo na servis in jih povprašamo, kako bodo servisirali oziroma ali imajo znanja za to, oziroma če imajo povezavo s sistemom proizvajalca, po kateri bodo točno povedali, kaj bodo na določenem servisu naredili. Po servisu pa nam morajo izdati specificiran račun, kaj so naredili, in pa tudi vse podatke o zamenjanih delih, ki so lahko seveda originalni ali pa, nadomestki oziroma deli, ki so enakovredni originalnim in jih kot takšne označi že proizvajalec. Enega izmed nepooblaščenih servisov smo obiskali tudi mi in izvedeli, da lahko nadomestne dele za avtomobil potrošniki kupijo tudi sami. Vendar pa v takem primeru serviser ne jamči za kakovost nadomestnega dela, ki ga zamenja in ustavi. Priporočamo nabavo nadomestnih delov prepustite nam, ker bomo vgradili strokovne, prave in tudi, primerne temu vozilu. Če redne servise opravite pri nepooblaščenih serviserjih, ki imajo ustrezne certifikate za rezervne dele, lahko po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije privarčujete tudi do 60%. Ugotovili so še, da je prihranek bistveno večji na račun cen uporabljenih delov in maziv kot na račun cen servisnih ur. To ne pomeni, da je pa vsaka garaža lahko dovolj dobra, da garancija še vedno velja. Stvar je na tej stopnji, omejena večinoma na neke servisne mreže, ki so je postavljali tudi po Sloveniji. Zdaj v zadnjem času smo jih kar nekaj dobili, predtem jih ni bilo. In iz tega naslova pa lahko privarčujemo nekje med 40 in 60% pri rednih servisih. Se pravi tistih, ki jih moramo upravljati v okviru zato, da nam velja garancija. Praviloma se vozniki po pretečeni garanciji za servis odločajo le, ko gre kaj narobe. In še takrat avto raje kot na pooblaščeni servis odpeljejo k znancu v garažo, saj menijo, da na ta način lahko veliko privarčujejo.
V tem primeru pač tvegamo, da bo delo opravljeno slabše, oziroma v primeru, ko ne dobimo niti računa od takšnega prijatelja, znanca in podobno, se bomo praktično, se je nemogoče pritožiti na kakovost dela. In mislim, da je to tisti največja past, v katero marsikdo pade, ker pač za nekaj odstotkov ali pa nekaj 10% mogoče nižjo ceno pristane na to, da plača na roko, ampak ko se kaj zgodi z avtomobilom, lahko tudi celo nesreča, je zelo težko potem dokazati, da je bilo delo narobe opravljeno, ker pač nimamo nobenega papirja s specifikacijo. Zato po sami storitvi vedno zahtevajte račun. Pred servisom pa se pozanimajte, koliko bo servis stal. Serviser vas mora predhodno obvestiti tudi o tem, če se servis zaradi večjega obsega dela ali dodatnih popravil podraži za več kot 10%. Če serviser ne bo pripravljen popustiti in vam priznati vnaprej dogovorjene cene, se lahko pritožite na tržni inšpektorat. Za konec pa še opozorilo. Ne kupujte rezervnih delov rabljenih avtomobilov, saj so po podatkih Zveze potrošnikov največkrat le-ti vzeti iz ukradenih vozil. Raje se odločite za nakup pri trgovcu, ki vam bo za prodano blago izdal račun.